Slovenski učenci imate po podatkih Pedagoškega inštituta v primerjavi z evropskimi šolami manj učnih ur in manjši obseg snovi. Bilo boljše, da bi bilo malo manj snovi. Tisti, ki se težje učijo, bi lahko več ponavljali. Lih prav, ampak neki podatki so pa nepomembni. Približno četrtina staršev vsak dan pomaga pri domačih nalogah, kar polovici učencev starši skoraj vsak dan preverijo, ali je naloga narejena pravilno. Na Finskem je takih komaj tretjina. Preverjali so mi jo približno do 3., 4. razreda. Drugače me pa samo vprašajo, če imam kaj naloge in pa jo grem narediti. Domače naloge se mi zdijo potrebne, zato ker lahko v bistvu utrdiš snov doma. In kakšna so pričakovanja staršev? Da bo uspešno v šoli, dobra, da bo spričevala v redu. Včasih mi gre malo na živce, drugače pa mi je v redu, da me malo tudi spodbujajo. V bistvu vejo, kje sem zmožna pa vse in v bistvu vejo, kdaj morajo na mene pritisniti, kdaj pač morajo popustiti. Včasih pričakujejo malo preveč. Učenci pri nas manj pogosto pišejo teste in so ocenjevani kot drugje, a prav zgoščenost testa in spraševanj naše sogovornike najbolj obremenjuje. Jaz se počutim obremenjeno tudi takrat, ko imam treninge, dejavnosti v šoli. Od pouka ogromno odnesem, pa se pač doma niti ne učim tako veliko. Jaz imam tudi ogromno hobijev. Včasih ne najdem dovolj časa, da bi vse naredil tako, je treba. Bolj ko ne delam za šolo in pač pol grem na trening in ugotovim, da v bistvu za sebe nimam veliko časa. Mladih pogosto ne obremenjuje le šola, ampak tudi številne obšolske dejavnosti.